Začela sva raziskovati Bali. Tale gospa sicer hoče, da se zdaj slikam z njo, ampak jaz jo bom mogoče raj posnela. Tole so najbolj znane riževe terase na Baliju. Res so lepe, ampak tudi če kar obljudene. Včasih kar težko dobiš parking, skoraj tako, kot če greš v petek zvečer, recimo, v mesto. Ne vem, če ste opazili, ampak barva riževih polj je z ene strani še posebej zelena. Nekaj je svetlobo, ko gre čez tele riževe listke. Midva toliko švicava, da praktično ne lulava več. Samo še malo zjutraj pa zvečer. Bali je dosti majhen otok, tako da, če se spravite recimo na motorček, ste v pol ure, kjer hočete. In kar je pri njemu fajn je to, da je ful različnih stvari in vse so ful lepe. Tako kar žarijo neko zgodovino in neke zgodbe. Zdajle sva prišla v Gunung Kawi. V Gunung Kawi so v bistvu tile vrelci čiste vode za mano in taka otoška tradicija pravi, da nekaj daruješ njihovim bogovom in potem greš od vrelca do vrelca in se pod vsakega namočiš in se s tem nekaj prečistiš. Tudi ženske grejo lahko sem noter, ampak ne smejo imeti menstruacije. Pozabil, me je Katka spomnila, treba se je poškropiti pred dohodom. V bistvu tole že cel dan iščeva. Šla sva na 2 placa prej, ker se vsem reče Gunung Kawi in to je tretji ta pravi. A ni ful lepo. Mislim, noro, da obstaja tak plac na svetu, pa kljub temu, da je precej turistični, pa da so vsi neki fotkami tile materja lušo. Pa tole recimo. Kdo gre to žagat noter v kamen? Svaka čast. Prej je Katka nekaj govorila, pa za nema se je zajebala, ali je res. Ampak ni tako, kot iz enega Tomb Raider videa, filma, spota ali porniča, se ne vem kva, ful dobro. Da zaključimo dan tako se gre, sem si privoščila še tale kelapa besar. Tako velik glava, še večji.